Ste velik ljubitelj starodobnih vozil. Kako to, da poleg svojega polnega delovnika še vedno najdete čas za starodobnike? Starodobnik je strast in če hočeš svoje redno delo dobro upravljati, moraš imeti nek hobi. In starodobnik je tak hobi, ki te sprosti, ki te popelje v druge vode, poleg tistih profesionalnih. Trenutno si lastite Alfa Romeo 1900 Sprint. Kaj vas na tem vozilu tako privlači, zakaj se z njim poistovetite? No, ta avto je zelo poseben. Že takrat, ko so ga naredili leta 1953, je bil redkost, ker so jih naredili samo 80. Bil narejen po naročilu, ker to ni bila redna proizvodnja pri Alfa Romeo, ampak je to Pininfarina delal po naročilu. Pred mnogimi leti sem slučajno prišel do tega avtomobila, 10-12 let sem ga restauriral, ker precej težav je bilo pri tem, ravno zaradi njegove redkosti. No in vse to pomeni, da se človek naveže na tako igračo in da ti potem na koncu to veliko pomeni. Kako vi skrbite za svojega jeklenega konjička? Ja, mogoče celo premalo, glede na to, koliko je časa. No, za avto je pač treba skrbeti tako, da se z njim voziš, ker pustiti ga v garaži mesece in mesece, to ni dobro. Treba se peljati, pa tudi če je pozim na takle lep dan, kot je danes pa sploh. Poleg tega pa seveda tisto vredno vzdrževanje, ki mora biti za vsak avto. Ste morda v tem času že spoznali kakšen dober nasvet pri vzdrževanju takšnega vozila, ki ga bi delili z drugimi lastniki? Izkušenj na svetu je veliko. Težko jih je zbrati zdaj v par besed, ampak če se z nekom usedeš in začneš pogovarjati o tem, kaj dela in kakšne težave imaš, se da potem hitro povedati, kaj in kako ne delati, da ne bi bile težave še večje. Starodobnik ali nov avto, v kateri vožnji bolj uživate in si daste duška? Oba imata svoje prednosti in svoje slabosti. Nov avto rabiš za vsak dan, da hitro nekam skočiš, da se ne bojiš ga parkirati nekje v parkirišču ali pa na cesti. Starodobnik je pa za drugačno uporabo. To veš pa takrat, ko imaš čas po neki deželni cesti, uživaš v naravi, uživaš v vožnji. Tako da jaz bom rekel, starodobnikom se po avtocesti nekam peljati je nesmisel. To je treba po lokalnih cestah in uživati. Bi prodali svojega starodobnika in kakšnemu lastniku bi ga zaupali? Prodal ga takrat, ko bo treba, ko bo res nujno zaradi denarja. Bom pa iskal takega kupca, ki bo imel nek odnos do starodobnika. To ne gre samo za to, da nek kup denarja naložiš, ampak da veš, kaj imaš, da znaš ceniti in da za to skrbiš. Bi na koncu še kaj povedali našim gledalcev? No, starodobništvo je en lep hobi, ki zahteva veliko denarja, veliko časa, veliko truda, ampak na koncu ti tudi veliko nudi. Ne samo to, da imaš en lep avto ali motocikl, nudi ti tudi srečanje z ljudmi, spoznaš množico ljudi doma in v tujini, ko iščeš rezervne dele, ko hodiš na srečanja in to je tudi potem druženje z ostalimi enako mislečimi. In mislim, da je to neka kakovost življenja. Hvala za vaš čas in želimo vam še obilo varnih kilometrov. Hvala, kolikor se bo dalo.